Depra na Radiu Študent. Milo rase Vitica, Vitica življenja Mila. V drugi zimski zunajetrski ediciji bosta Karba in Dezaza gostila Slavka Bobovnika. V objektivnem novinarstvu, televiziji, brkih in še čem se bodo duše izlivale ta četrtek ob 14. v predavalnici 7 na FDV-ju. Posnetek oddaje pa bo v sredo 16. januarja ob 20:30 na 89,3 MHz. Depra na radiostudent.si / Depra. Depro podpira Evropski parlament. Spoštovani, dober dan. Kakor vidimo, januar je lep, zima pa še zmeraj mila, ne? Če nekako skušamo razumeti neko lastnost te najine oddaje Milo rase Vitica življenja Mila, si mogoče na nek tak način predstavljamo to milino. Da začnem, nekako bi vas obvestil o formi oddaje. Skupaj bomo približno 75 minut. Pogovor, midva se bova pogovarjala z gospodom Bobovnikom okvirno nekje 55 minut, 60, potem vam bomo dali na razpolago recimo nekih 15 minut za vaša vprašanja in potem mi zaključimo še z enim klasičnim, zmeraj prisotnim vprašanjem. Nadalje, zahvale, se pravi zahvale gredo FDV-ju, zahvala gre profesorju dr. Udoviču, ki nam je v okviru svojega predmeta dovolil, da smo lahko vskočili v njegov termin predavanj. Zahvalil bi se vsem na Radiu Študent, tam tudi mi dva enkrat mesečno oddajava to najino oddajo. In zahvalil bi se Radiu Študent predvsem zato, da skrbi za to, da se projekt Depra, dogodkovnik Evropskega parlamenta nekako odvija po predvidenem planu. Skupaj smo drugič, enkrat se še srečamo in potem mi dva padeva v najino klasično formo, se pravi enkrat mesečno v živo na Radiu Študent. In zahvala pa gre predvsem gospodu Bobovniku, da se je bil pripravljen udeležiti današnjega pogovora. Kako umestiti pravzaprav nekako današnjega gosta iz nekega občega konteksta v konkretnost njegove osebe, se pravi, imamo nek medijski prostor, medijev je toliko in toliko, eni so pomembnejši, drugi manj. Eden pomembnejših je nacionalni medij in ena pomembnejših oddaj je sedaj že 16. leto z 4000 edicijo oddaje Odmevi in eden bolj prepoznavnih obrazov te oddaje gotovo gospod Slavko Bobovnik. Lepo vas pozdravljam. Dober dan. Zdaj, da nekako začnemo z tem intervjujem kar neposredno. No. Katero je po vašem tisto ključno vprašanje, ki bi si ga moral nek novinar postaviti in znal nanj odgovoriti, da bi lahko postal dober novinar? Dobro ste to vprašali. Vi poznate odgovor? Če bi jaz to isto vprašanje zastavil vam. Primerno bi bilo, da bi si znal nanj odgovoriti, se mi zdi. Poglejte, bom poskušal drugače s primerjavo. Kadarkoli naredimo dobro oddajo, ne velja samo za Odmeve, velja za vse elektronske medije, je to vedno zasluga gosta. Kadarkoli je oddaja slaba, je to vedno posledica slabo pripravljenega spraševalca. Ni recepta, ni načina in ni šole, pa oprostite mi, če je kdo od novinarjev med vami, ki bi znala narediti dobrega novinarja. Za ta posel je seveda treba imeti nekaj danosti,
Treba je veliko delati, če hočeš to početi več kot 5 mesecev ali pa več kot 5 let. Treba se je odreči delu osebnega življenja in treba se je sprijazniti s tem, da nikoli v življenju verjetno ne boš zaslužil več kot 1500, pa recimo 1700 evrov na mesec. Ko si vse to odkljukal, ko veš, da boš delal brez delovnika, se pravi ne od 6 do 2 ali pa od 8 do 5, potem lahko poskusiš postati novinar. Ne? Če imaš občutek, da se da poslušalce ali pa gledalce pretentati, potem boš seveda umrl, obstaja tudi grša beseda, že od prvega pol leta. Če si sposoben prenesti leto dni poročanja z tržnice, če si potem pripravljen delati leto dni na Koroškem ali pa na Dolenjskem, se je vseeno. Če teh svojih prvih 5 let učne dobe zaključiš nekje v Ljubljani s takšnim splošnim novinarstvom, potem mora biti Bog kaj iz tebe v tem poslu. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav še iz moje strani. Jaz sem sicer dolgoletni študent FDV-ja, tako da se počutim prav domače tukajle. Vprašal bi pa tole. V mnogih medijih lahko spremljamo trend, kjer kakor da nalašč postajajo vse bolj neumni s tem, ko po cele teme, ki zahtevajo neko resnost in premislek, predstavljajo na zabaven, ciničen in prostodušen način. Ali o resnih vprašanjih sploh še zmoremo govoriti resno in premišljeno? Problem je izjemno lahko rešljiv. Ne? Vsi modernejši televizorji in pa radijski aparati imajo daljinski upravljavec. Ne? Ko se vam zdi program nesprejemljiv, cek, preklopite. Ampak potem priklopim na program, ki je popolnoma enak, kot je bil prejšen, recimo. Če v naboru 100 zanesljivo najdete tudi katerega, ki ni. Se pa seveda v načelu strinjam z vami. Tudi nacionalne javne programe je treba prodajati. In tej prodajnosti večkrat nasedemo. Delo ima ne vem koliko bralcev, zanesljivo pa jih imajo Slovenske novice 3-krat več. Ne. Dnevnik ima eno število bralcev, zanesljivo jih ima Nedeljski dnevnik 3-krat več. Delati časopis brez bralcev je nemogoče, delati televizijo brez gledalcev bi bilo pa hudo zoprno. Že itak nam, zdaj mislim na javni servis, učitajo premalo gledanost. In potem se pač poskušamo. Ne. Nekateri gredo v globino, nekateri gredo pa v temu ste rekli zabavnost. Ne. Zanesljivo je boljša globina, ki pa žal prinaša manj gledalcev, zabavnost pa na prvi pogled prinaša več gledalcev, ampak globoko se strinjam z vami. Ne. V tem medijskem prostoru zadnje čase pa samo pri nas, kopiramo ga seveda iz dogajanj zunaj Slovenije, postajajo vse teme neresne. Res jih je včasih težko poslušati, ko ljudje natepavajo vice na temo izjemno resnih stvari ali ko jih poskušajo na neprimeren način narediti dopadljive, gledljive ali poslušljive. Takšna kot je družba, takšni so mediji v tej družbi. Ne. Se bojim, da smo odraz družbe in da je vaše vprašanje usmerjeno bolj na to družbo. Pred časom, leto 2 bo tega, so menjka študenti pravniki na enem seminarju zmerjali v narekovaju ravno s temi stvarmi, ne? Kaj da se grejo novinari. Da nekatere oddaje, ki se jim reče recimo prva popoldanska poročila, pa recimo, da je to Kanal F, ne? Da to je novinarstvo, ki je nesprejemljivo. Ne? Poslušam jih do konca in potem rečem, zdaj pa spoštovani kolegi pošteno, dvignite roke tisti, ki poslušate Kanal F ob 6. popoldne, tretjina jih dvigne roke. Kje je zdaj krivda za slabo novinarstvo? Na nas, ki ta program, ne tisti konkretni, ampak na splošno delamo, ali na tisti, ki take programe gledajo in si jih očitno želijo. Ne? Ni dobro slovensko novinarstvo v tem trenutku, če ste me to hoteli vprašati. Zdravilo pa je? Na kratek čas, na kratek rok verjetno nič ne primega. Ni antibiotika, ki bi ozdravil to bolezen. Ne. Na dolgi rok se pa seveda splača vlagati v neke resne programe ali pa razdeliti to sceno. Ne. Kupiti nekaj, kar človek prebere
na avtobusu ali na vlaku in naredi časopis ali pa program, ki ga potem vzameš v soboto dopoldne, če seveda ravno ne pereš avtomobila ali nisi na kavi pri sosedih v roke in ga resno in zbrano prebereš ali pa pogledaš. Ampak bojim se, da govoriva, ko omenjam dolgi rok, da govoriva ne v mesecih, tudi v letih, ne, da bo to nekaj časa trajalo. Čeprav se bojim, ne, da je ta moja teorija neizvedljiva. To se pa res bojim. Ostanimo še malo pri tem vprašanju o resnosti. Kako naj, pa je mogoče to nekako bolj življenjsko vprašanje, ne? Kako ostati kritičen, angažiran državljan, ne da bi v bistvu ob tem tvegal recimo celo neke bolezni, ne vem, čir na želodcu, depresijo, kakorkoli. Kako ob vsem hudem, temu ste vi najbrž še posebej izpostavljeni, ne? Ostati miren, dostojanstven človek, ne? Tako kot to tudi ostajate vi. Ne? Mladi kolega, ste vi prepričani, da so danes res tako vražji hude časi? No, mladi kolega. No, ta razlaga, se pravi, razmišljal sem o tem, niso tako hudi, ampak razlike v tem, kako so časi za nekatere hudi, za nekatere pa ne, so pa velike. V tem je problem. Čeprav na zadnje smo imeli oddajo v centru starejših Trnovo in je po oddaji prišla do naju ena gospa, mislim, da tam okrog 80 let je imela in je rekla, da tako hudi časi, kot so zdaj, pa niso bili, odkar ona je na tem svetu. Ne? Tako da očitno so res tako hudi časi. Ja, ampak gospa iz Trnovega verjetno tudi še nikoli ni bila v domu za starostnike, ne prej, težko oceni. Poglejte, res so malo čudni časi, ampak jaz upam, da vi ravno ne preberete vsega, kar napišemo in ne pogledate vsega, kar vam povemo z ekrano in da živite eno normalno življenje. Res je meni očel, ko sem bil v vaših letih pripovedoval, letos gremo na morje 5 dni, mora biti drugo leto že 6. Ne? In res je seveda, da jaz svojim otrokom pripovedujem, letos gremo na morje toliko dni, prihodnje leto verjetno kak dan manj. Ne? Ampak mi smo štartali na 6, zdaj ko jaz pripovedujem svojim otrokom, da gremo za kak dan, smo štartali pa na 20. Tako vražji hudi časi verjetno niso. Ne? So pa malo zmešani. Ne? Jaz sem imel včasih pisarno v enem kraju, kjer je pod mano vadila vaška godba na pihala. Ne? Tisti fantje so hodili k meni 5 let kadit, ker je bilo spodaj prepovedano, pa na kak kozarček. Ne? Potem je prišla Svoboda leta 90 in 91 in potem so se začeli pri meni prepirati. Ne? To so bili fantje, to so bili možje, ki so drug o drugem vedeli čisto vse. Ne? Kdo je katero, kdaj, kje, s kom, vse so vedeli. To je bila mala vas. Ne? In potem so se pri meni začeli prepirati o politiki. Ne? Ti si kriv, da nismo smeli pred isto cerkvijo igrati, ti si kriv, da nismo prav na partizanskem spomeniku igrali. Ne? Jaz to poslušam 1/4 ure, odprem vrata in marš. Ne? Ko boste prišli, ko se boste spet sposobni pogovarjati o puncah, pa o tem, kaj ste dopoldne spili, dobrodošli. Ne? Ko boste vi 50 let ali pa tudi 30 let stari možje govorili o politiki, takrat, ko hodite na vaje za nek orkester, potem vas do tistega časa vas pri meni ni. Ja, kaj ste me vprašali? Hudi časi. Saj za to gre. Ne gre za to, da bi, mislim, ali naj jaz vse, kar zvem, recimo konkretno v vaši oddaji vzamem resno, se temu povsem izpostavim in s tem tudi nekako tvegam svoje zdravje, pa svoj duševni mir. Ja, tisto, kar vam pripovedujem, je seveda vse resne. Vprašanje pa je zdaj, ali vas nemiri na vzhodnem Timorju, sem si izmislil, ravno hudo prizadenejo. Mora biti tisto treba vzeti malo z rezervo. Ne? Mora biti tudi izjavo katerega od domačih politikov, ki je komaj da s 4 ali pa 5 poslanci prišel v parlament, pa ga mi vprašamo, zato ker smo javni servis in ga moramo vprašati, kaj zdaj on misli o rumenih vijolicah, o družinski sreči, pa o črni metalurgiji.
Mora biti tisto njegovo izjavo tudi ni ravno treba vzeti za suho zlato. Ne. Pridemo do splošnega problema. Ne. V tej množici informacij je včasih treba narediti selekcijo in ni je mogoče narediti druge kot ja. Pri vas se znotraj kolega bolj zanima muska, ne vas pa, kaj pa vem, železokrivstvo. Ne. In se boste tistega držali. Jaz mislim, da se tudi v tem čudnem razdeljenem, pa ne vem kakem svetu še da zelo spodobno živeti. Tu in tam je pa vendarle treba reči punci, ženi, mami, ne vem kaj imate, ne, daj mi daljince, pa ugasnite ali preklopite. Bo še najboljše. Dogovorjeno. Ja, prej smo se že malo dotaknili tega, zdaj že na ravni stilistike obstaja med ameriškim načinom prezentiranja televizijskih novic, pa recimo tem evropskim kontinentalnim neka razlika. Ne? Prej smo omenili nek kanal F, recimo. Ne? Zdaj me zanima, ali obstaja že tudi v splošnem, v grobem neka evropska šola, pa neka ameriška šola novičarstva, televizijskega novičarstva in kje so, kar se vas tiče, razlike. Zdaj, če bi to poskušal spet z eno neumno primerjavo povedati, ne, vsi postajamo novinarji v enem šolskem sistemu. Ne, vse bolj pa se zdi, da vsi magisteri potem pa delamo iz ene sorte ameriškega novinarstva. Ne. Da vsi vzori, ki se tam nekako rodijo ali pa nastanejo, da jih potem s časom prenesemo sem. Verjetno deloma tudi zaradi silovitega razvoja tehnike oziroma tehnologije v zadnjih 10-15 letih. Ne. Vi morate vedeti, če govorite o televiziji, da je bil še pred 15 leti, recimo pred 20 pa zagotovo to čas filma, ne. Filma, klasičnega filma, ki ga je bilo treba razvijati in zdaj si vi lahko predstavljate hitrost novice takrat, da je potem so prišli ti prvi elektronski formati in da je to seveda zdaj čas računalništva. Ne. Tam, kjer je ta tehnika hitreje napredovala in mislim, da je to bil ta zahodni svet, tam se je hitreje spreminjal tudi stil, način poročanja. Če zdaj razumete s tem ameriškim novinarstvom samo neko neodvisno, pošteno, hitro novinarstvo, ne, hitro v dobrem smislu besede, potem sem jaz seveda za ameriški način poročanja. Ne. Če pa s tem razumete tudi hitro, za vsako ceno, hitro, ne, včasih agresivno, ne, včasih politično, izjemno usmerjeno poročanje, ne, potem pa jaz seveda nisem za to ameriško šolo. Ampak jaz mislim, da je zdaj v svetu itak nastaja samo en konglomerat nekega novinarstva, nekega načina poročanja, v katerem včasih izstopi ta smer, naslednji moment naslednja, v tej državi ena, v tej državi druga, v nekem časovnem obdobju, pa v nekem geografskem prostoru se pa to itak več ali manj poenoti. Ne. Tisti, ki spremljate, boste potem povedali, pa zdaj poveste, a je res danes še tako velika razlika med poročanjem slovenske javne televizije, pa recimo nemške, ali pa med poročanjem kanala F, smo rekli temu, ne, in pa med poročanjem, ne vem kaj ima, čez lužo Fox, recimo. Ne. Mislim, da se te razlike zmanjšujejo. Ni pa vedno dobro, da se zmanjšujejo, da se razumemo. Ne. Velja. Zdaj, nekako smo v tem razmerju recimo nekega kanala F napram nacionalnemu mediju, pa bi nekako povzel, se pravi, se mi zdi, da v Evropi nekako nacionalni mediji še zmeraj imajo nek ugled, do katerega se recimo neki bolj komercialni mediji celo težko dokopljajo. Po drugi strani pa se zdi, da ko govorimo o teh nacionalnih medijih recimo v Evropi, da pa nekega evropskega medija, ob tem, da imamo isti denar, enako dodiplomsko, podiplomsko izobraževanje, dobili bomo enako davčno politiko, je zanimivo, da v bistvu Evropa nekega svojega neposrednega medija celo nima. Ne? Bi ga po vašem morala dobiti, bi bilo to dobro, bi pozdravili kaj takega? Zanesljivo en način skupnega vira informacije, zdaj potem razumeti tudi mediji, nisem čisto prepričan. Odlično.
Zanesljivo bi bilo to dobro, ne? Si je pa včasih v tej razdeljeni, tudi jezikovno razdeljeni Evropi preprosto težko predstavljati konkretizacijo tega skupnega načina. Poglejte, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji, je bilo eno od načel, eden od motov tega skupnega predsedovanja tudi večkulturnost, večjezičnost nekaj v tem smislu. Pa sem jaz 3 mesece porabil za to, da bi naštimal eno oddajo, v kateri bi sodelovali, ne vem, Litovci, Portugalci, kar je še teh evropskih narodov. Zdaj pa mi povejte, kako to oddajo narediti. Če bi jo prevajali simultano, nima smisla, ker je preveč ekstenzivno, ne. Če govorimo litovsko, verjetno ne bi kaj dosti razumeli. Če se gremo pod napise, jo je treba narediti prejšnji teden, pa je naslednji teden prevajati, ne. Najbolj pogosto uporabljen način je pa seveda ta nesrečna angleščina oziroma kateri od večjih jezikov, ne. Se pravi, pogovarjali bi se edino, če se odločimo za nek skupni jezik, ki je v tem primeru angleščina. Tiste oddaje seveda nikoli ni bilo na sporedu. Prenašam samo tisto razmišljanje zdaj v ta evropski medij, ne. Kaj zdaj narediti? V Jugoslaviji, ki smo jo včasih živeli, smo imeli, mislim, da v Beogradu ali v Sarajevo časopise, kjer je bila ena stran v latinici, naslednja pa v cirilici in menjaje se. Ampak šlo je vse za skupni jezik, šlo je samo za različne pisave. Kaj zdaj narediti? Časopis prvo stran v angleščini, naslednjo v francoščini, a naprej. A zdaj narediti televizijo, tu bi tehnične možnosti verjetno bile, ne, ker osnovni program teče v nekem jeziku, ti pa si ga zdaj lahko preklopiš na litovski ali pa na poljski jezik. Ne. Aha, a bi lahko rekli, da za skupen medij potrebuješ skupen jezik? Ni nujno, ne. Je pa več jezikov zelo oteževalna okoliščina, ko razmišljaš o skupnem mediju. Premladi ste, da bi se tega spomnili, Jugoslavija je v zadnjih vzdihljajih ustanovila eno skupno televizijo, mislim, da se je reklo Jutel in jo preselila v Sarajevo. Ne. Izjemno dober začetek, ne, in izjemno neslavni in hiter konec. Ker v tisti hiši so seveda novinarji bili, ne, Bosanci, Srbi, Slovenci in ni šlo, ne, ko je razpadala tvorba, je seveda razpadal tudi Jutel. A se vam zdi, da so naši domači mediji v preteklih letih premalo kritično spremljali dogajanje v Evropski uniji? Recimo, velikrat se na tapeti znajdejo domači politiki in domače afere, redkeje poslušamo o aferah evropskih funkcionarjev in dogajanju v Evropski uniji. Domači mediji, samo vršam tudi svoj medij, v katerem delam, so v minulih 20 letih zanesljivo premalo kritično spremljali dogajanje. Enako premalo kritično, kot so spremljali notranje politično dogajanje, so spremljali tudi dogajanje na nivoju Evropske unije. S tem, da morate vedeti, da smo prvih 10 let itak iskali formo, ne, formo poročanja o neki demokraciji, ne, in da smo potem, ko smo že kandidirali resno za članstvo, iskali seveda zdaj neko formo poročanja iz tega centra Evrope. Ne. Včasih smo mislili, da so tam itak samo bogovi, ne. Potem smo videli, da niso bogovi, pa smo bili prepričani, da je tam pekel, ampak nikoli realno te unije nismo vzeli v tem poročevalskem smislu. Tako bi vprašal, nismo poročali kritično, ampak kje se vam pa zdi, da bi nekako lahko začeli loviti Evropsko unijo za rep? Ne? Kje so tiste točke, po vašem mnenju, kjer bi nek kritičen odnos do Evropske unije naj sploh spostavili tudi v... Po vprašanje za kolega, vi študirate 6 let, zdaj, če ste v 4. letniku, je to povsem normalna zadeva, ne? Če se prebijate od drugega, potem vam ravno ne bo zneslo. Ne? Ja, sem absolvent, ne? Ampak sploh glede na to, da se pri nas lahko ne bi se padla sam po stopnicah, ne? Je to potem malo bolj problematična stvar. No, potem je veliko stopnic v tej hiši. Ja, prosim, če še enkrat vprašate. Hvala vam, da ste... No. Gospod Bobovnik, jaz 1-0. Se pravi, Evropska unija, rekli smo, bili smo premalo kritični. Kje se vam zdi, da so tiste točke pri Evropski uniji, kjer bi morali, se pravi, kot
državljani, kot mediji, ne, vzpostaviti kritiko do Evropske unije. Ne. Najbrž kar tako nekako govoriti zgolj o tem, evro da, evro ne, deficit demokracije, kako zdaj organizirati te neke osnovne institucije, ki so tukaj prisotne. Ne. Kje vidite, recimo, ne, ta problem Evropske unije? Poglejte, radi rečemo, da kapitalizem ali pa demokracija nista najboljši sistem, ne. Se strinjam, ne, ampak boljšega še nismo iznašli. Evropska unija seveda ni najboljši sistem, ampak boljše skupnosti še nimamo. Včasih se vprašam, kaj bi danes bila ta Evropa, če bi ostalo pri prvotni skupnosti, ki se je reklo skupnost za jeklo in premog. Ne. Če bi zdaj šli zgolj v tistem gospodarskem smislu naprej, kaj bi danes bilo v tej Evropi? Kaj pa vem, ne, v gospodarski učinkovitosti bi verjetno bili korak naprej, ne. V neki skupnosti narodov bi bili pa korak od zadaj. Zdaj mi seveda dogajanje v institucijah Evropske unije spremljamo premalo. Premalo v količinskem smislu in premalo v nekem vsebinskem smislu. Ta unija velikokrat in vsi ljudje v njej, začenši od tajnikov do poslancev in komisarjev, živijo neko odmaknjeno življenje. Ne. A mislite, da se v Bruslju spremeni dnevni red pododbora za jaz ne vem kaj, če na Poljskem v potresu umre 100 ljudi? Se bojim, da ne, ne. Unija funkcionira po nekih svojih tirnicah, malo odmaknjena od teh problemov. To je včasih dobro, ne, pogledati na državo od zunaj z enega drugega zornega kota. Ne. Mnogokrat je to pa seveda, vsaj po moji skromni presoji, slabo, ne, zato ker so ljudje stran od konkretnih problemov, od konkretnega življenja v neki skupnosti. Si lahko predstavljate danes romunskega poslanca ali pa komisarja iz Romunije, inženirja kemijske tehnologije, ki bi v Romuniji zaslužil 700 ali pa evrov, ne, imel stanovanje, v katerem je 14 stopinj in ta isti človek je zdaj komisar v Evropski uniji, za 7000 plače, z vsemi tistimi privilegiji. Njegova skrb prej ali slej postane skrb za lasten obstoj. Grdo govorim o Uniji in grdo govorim o ljudeh tam. Ampak, a vede, 50 in nekaj let sem star, se mi zdi, da si to lahko privoščim. Ne. Skratka, gre za neko odmaknjeno življenje in tudi mi potem včasih ne znamo, gledam in poslušam svoje kolege, ne, ki pravijo, da danes ima Unija na programu, ne vem, 5% zmanjšanje proizvodne kumaric v Evropi. Ne. Mi pa se bodemo s korupcijo, z ne vem čem. Težko tisti problem, ki je zagotovo problem na neki globalni ravni, ki ga je treba rešiti, umestimo v en konkreten čas, v ene konkretne razmere. Non-stop, zdaj ko jemljajo vašim učiteljem, tudi vam nekatere ugodnosti, ki smo jih bili vajeni, pa s katerimi smo živeli, nič kaj dosti ni slišati iz te unije, da bi se na kak način poznalo to naše varčevanje ali pa šparanje na slehernem koraku. In potem postanejo državljani nehote, v narekovaju spet, jezni na ljudi tam, ki se jih ta stiska ne dotakne. Mesece, se bojim, da leta nazaj smo enkrat gledali en dokumentarec, kaj pomeni, če se parlament preseli iz Brusla v Strasbourg. Vede, težko je gledati kombije, v katerih se vozijo pladnji sendvičev in pa kave, zato da bojo gospodje poslanci v Strasbourgu ustrezno prehranjeni. Jaz ne vem, ali so tisti milijoni, ki gre za to selitev, res cena demokracije v tej Evropski uniji. Ne. Ampak, da se vrnemo na začetek, ne. Boljše, učinkovitejše, lepše, demokratičnejše skupnosti narodov, kot je v tem trenutku Evropska unija, še nismo izumili. In v tem trenutku jo zanesljivo potrebujemo. Zdaj, če bi mene vprašali, jaz jim verjetno lani ne bi podelil Nobelove nagrade, ne. Mora biti kdaj prej, ne, ampak hkrati bi bil pa strogo proti tistim, ki bi rekli, jutri te unije ne potrebujemo več, ne potrebujemo skupne valute in ne potrebujemo še nekaterih stvari, ki so zrasle v tej uniji. Zdaj rekli ste, da so evropski funkcionarji velikokrat odmaknjeni od dogajanja in od navadnih, recimo temu, državljanov Evropske unije.
Na drugi strani je imel aktualni predsednik Borut Pahor zelo zanimivo kampanjo, kjer je recimo kidal gnoj, pa delil kosila brezdomcev, pa padel s konja, pa si celo polomil noge, se mi zdi. A se vam zdi... Hrbtenico. Aha. Ne, nisi je zloma, ja, na čelu smo. Okay. A se vam zdi, da bi mogli tudi evropski funkcionarji ubrati ta pristop, ali je to neka prazna demagogija oziroma nek šov? Ja, zanesljivo je šov, ki se je v primeru gospoda Pahorja izjemno dobro obnesel. Vsi strokovnjaki, ki se na tej vaši šoli spoznajo na te reči, so mu na začetku prerokovali, da se mu ta način kampanje ne bo izšel, da je to žalitev funkcije predsednika države, ampak sam sem imel ta privilegij ali pa smolo, da sem hodil en dan z njim. Ne. Pridemo mi potem, ko dopoldne garamo nekje gor v Celju, pridemo gasilcem v Laško. Mi pridemo malo prej, tam je gasilski dom, v katerem je 50 ljudi, od tega se jih 20 norčuje iz Pahorja in iz njegove funkcije. Naenkrat pride ta nesrečni Pahor, po enem bregu dol drži šopek rož in hoče dati šopek rož gasilcem. Da ga edinemu, ki je bil v uniformi, kupo jih je v 2 minutah. Potem še malo otročke, tam še z otročke nekaj skupaj pogasijo. In jih je imel vseh tistih 50 gasilcev. Jaz seveda nisem prepričan, da so vsi volili za njega, ampak norčevali se iz njega pa v trenutku niso več. Ne. Težko si predstavljam evropskega komisarja ali predsednika Evropske komisije, ki bi zdaj kidal gnoj ali počel kaj podobnega. Zagotovo pa obstaja način, kjer bi lahko vrh, ko govorimo o institucijah Evropske unije, dosegel nek bolj neposreden stik z, pa rečemo, z državljani te Evropske unije. Evropski parlament je, popravite me, kako leto nazaj širo število poslancev. Jaz sem seveda globoko prepričan, da bi moral zmanjšati število poslancev. Komisija dobiva vsak dan nove službe, nove organizacije, neučinkovite. Usporedno pa nastaja, spomnite se leto nazaj, neka neformalna skupina, ki se je takrat vrtela okoli Merklove in Sarkozija, ki so reševali celo kupico stvari, ki znotraj organov Unije niso bile rešljive. Je to dokaz neučinkovitosti, je to dokaz ene odmaknjenosti te Unije od realnih problemov, ali pa je to preprosto dokaz, da institucije in ljudje, ki so stvar za J, te iste stvari ne morejo od J. Nisem dovolj pameten, da bi poznal odgovor na to vprašanje, ampak še vedno mislim, res mislim in pošteno mislim, da mora ta Unija priti nazaj k državljanom. Nisem pa dovolj pameten, da bi vam zdaj lahko naštel 5 načinov, na kak način lahko to naredi, ampak gospe in gospodje so dovolj dobro plačani in dovolj jih je po številu, da bi si lahko te načine izmislili, če jih že ne poznajo v tem trenutku. Gospod Bobovnik, nekako bi tukaj skušali tale odnos med evropskimi institucijami in državljani nekako prenesti v to, da pa neke vrste odnos vendarle tudi obstaja med uredništvom oddaje Odmevi in državljani. Dvoje bi vprašal zdaj, katera so tista neka osnovna načela, ki jih skušate nekako implicirati v koncept, vključiti v koncept te vaše oddaje, po drugi strani pa tudi to, kje so še kakšne napake oddaje Odmevi, kako se napake na vsakodnevni ravni dogajajo in kako jih dejansko, mogoče v nekem ožjem, manjšem konceptu, okrožju rešujete. V smislu tega, ali recimo govorimo o težavah Evropske unije, govorimo o tem, kako smo nezmožni rešiti določene težave. Kako pa vi znotraj vaše oddaje, znotraj vaše ekipe rešujete težave, na kaj se
naslonite, na kak način rešujete zadeve. Zdaj sem bil nekoliko nejasen, se opravičujem, ampak upam, da je nekako dospelo. Ne? Se mislim, da me boste prijeli za besedo. Na jezik sem vam položil, ne, to odmaknjenost Unije od konkretnih problemov. Ne. Se mislim, da mi boste vrnili z odmaknjenost oddaje, o kateri govorimo od realnega življenja. Ne. Tudi 3/4 naših sogovornikov ali pa mojih sogovornikov prihaja iz Ljubljane. Ne. Iz Murske Sobote sem imel verjetno v lanskem v celem letu 2. Pa se bojim, da so tiste 2 prišla na vrsto takrat, ko je vlada gostovala v Murski Soboti. Oddaja Odmevi ima seveda v tem trenutku 1500 napak, če jih ne bi imela, potem bi zvečer prišlo 400.000 gledalcev, takih pride pa samo 200.000. Njen največji problem je podoben kot verjetno vseh drugih oddaj na javnem servisu, ta nesrečna zazrtost v politiko. Ta država je začela nastajati okoli leta 90. Takrat je začela svojo novinarsko pot tudi večina ljudi, ki so danes uredniki, pomočniki ali pa direktori na tem nacionalnem mediju. V tistem času je bilo res bolj pomembno, kaj reče namestnik obrambnega ministra, kot pa kaj misli župan v Novem mestu ali pa v Novi Gorici. Res, ampak mi smo tiste vzorce pobrali in jih zabetonirali. In zdaj nenehno hodimo iskati življenje v parlamentu, v vlado, v državni svet in druge institucije, namesto da bi življenje iskali v Murski Soboti, v Radljah ob Dravi ali pa še kje drugje. To je zanesljivo največja napaka. Včasih, ko bi od koga hoteli izvedeti ali pa dobiti katero od rešitev za probleme, ki tarajo te državljane, tega osnovnega problema ne znamo poiskati v Murski Soboti. Poiščemo ga v Ljubljani. Do Domžal še pridemo, do Brnika še pridemo, dlje pa kot da ne moremo. To je največji problem te oddaje in pa javnega servisa nasploh. Komercialni mediji, ki seveda živijo od gledalcev, so to pogruntali pred nami, da je zdaj čas konca neke državotvornosti in da je treba življenje, pomembne in zanimive reči, iskati nekje drugje. Mi še kar brskamo po tem nesrečnem parlamentu, delamo 5 prispevkov o statutu državnega zbora, ki seveda razen 90 poslancev nikogar ne zanimajo, ne? Ni pa nas tam, kjer se kaj resničnega dogaja. Drug problem te nesrečne oddaje je bila do nedavna ura. Ne. Veliko bit, ko smo bili, včasih si človek težko predstavlja, koliko naporov to zahteva, če hočeš, da ena oddaja izvzemši Dnevnik ob natančno določeni uri. Ne. Vsi programi po svetu imajo 3 programska sidra, prvo se pojavi ob 17, drugo se pojavi ob 19 ali ob 20 in tretje se pojavi ob 22. Mi pa smo leta kupovali filme, ki so trajali 143 minut, kot da ne bi vedeli, da mora ob 22 iziti ta zadnja večerna informativna oddaja. Zdaj, ko smo si to izborili, zdaj kupujemo pa filme, ki trajajo 90 minut. Ne? Potem spet ne znamo napolniti tiste pol ure. Ne? In vsa čast vašim kolegom študentom z AGRTF-ja, ki delajo lušne diplomske filme, ne? Ampak kdo jih pa gleda, če vam jih predvajamo ob 9:30 zvečer. Ne? Še tisti gledalci, ki so pred ekranom, izbrišajo, preden mi pridemo ob 10. In tretja napaka, to je pa napaka nas ljudi, ki delamo tisti program. Veste, mi se vedno na tem javnem servisu izgovarjamo na neko resnost, serioznost, resen pristop, ampak to je vse izgovor, ne? Zato ker ne znamo narediti stvari gledljive in zanimive. Pa ne govorim zdaj o tem, da bi morali padati v tisto prejšnjo zabavnjaštvo, pa način poročanja, ki ga označujemo z rumeno barvo. Ne. A vede, premiera v gledališču se gotovo da narediti mnogo bolj zanimiva, kot jo mi delamo. Jaz nisem videl, pa mi je prav žal, če zdaj kritiziram spet o lastno hišo, v zadnjih 2 letih nisem videl klasičnega prispevka z premiere, ker jaz rečem, nocoj pa drama tega in tega avtorja, poglejmo, kako je bilo v gledališču in kjer zdaj novinar pride in poslika
Te obiskovalce gledališke predstave, ki grejo not, povejo kako besedo, pogleda v zakulisje, igralko, ki se šminka, vzame kako izjavo, posname kakih par tonov glasbe, režiserja nekaj, ki kuka iza zavese, karikira malo vse skupaj, da bo lažje razumljivo. Ne. Ki potem predvaja tudi 1-2 inserta z te predstave, posneta seveda prej na generalki in da potem, ko gledalci to vidijo, da jih izpraša, ko pridejo iz dvorane. Ne. To je vendarle najbolj klasična forma tega prispevka, ne. Ampak nam vedno nekaj ne štima. Ne. So predstave na sporedu prepozno, ali nimamo dovolj časa za montažo, ali ne. Mi se skratka zagovarjamo, da moramo biti resni, v resnici smo pa dolgočasni, zato ker se nam velikokrat ne ljubi potruditi, da bi zadevo temeljiteje premislili in naredili resno vsebino zanimivo in za gledalce gledljivo. To so zdaj čisto iz obrtniškega vidika delavca v tej oddaji naštete 3 napake na konceptualnem, ne na onem, pa itak obstaja 1000 napak še. Se vam zdi, da bi morda znali več povedati o nas samih, o našem nekem skupnem prostoru na tak način, da poročamo o premieri drame Kralj Ojdip, kot pa da v bistvu 2 večera zapored namenimo nekje skupaj obema, ne? Celo morda enih 45-50 minut, ne, se pravi, bodisi Janši in Jankoviču, ne? Bi morda na tak način rešili več, kot pa v bistvu za nekim poskusom izpraševanja teh akterjev v političnem prostoru. Je to mogoče lahko nek način? Absolutno, pogledajte, če ravno ta 2 večera, ki ste jih omenili, tu je verjetno težko iznajti dober drugačen koncept, zato ker ta 2 gospoda od volitev sem nikoli nista pripravljena sesti v isti uri v isti studio, jih je potem pač treba narediti sukcesivno. Sicer pa seveda imate popolnoma prav, ne. V ponedeljek, ta ponedeljek sva z enim od gledalcev vodili dolgo in obširno razpravo na Twitterju in na drugih. Ne. Pravi, preprosto ni mogoče zdržati, ne. Začeti vas gledati ob 7 z dnevnikom, nadaljevati slovensko kroniko, nadaljevati z onimi socialnimi problemi v tedniku, poslušati kolego Marcela Štefančiča v Studio City in potem še vas. Ne. In da bi nas na koncu še ubili, končate ponedeljkovo oddajo z eno reportažo dol iz Krajine, kamor da se Srbi ne vračajo po tistih vojni. Ne. Res nismo dovolj premislili, vse te porcije pa človek res ne more zdržati brez antidepresivov pa še česa. Ne. A vište, to je konceptualna napaka. Nekdo bi vendar moral razmisliti, da v ta ponedeljkov spored gre vmes še nekaj, kar da gre gledalec lulat ali pa popiva vsem v hladilnik ali nekaj, ne pa da mu furamo še na to in da ga jaz na koncu ubijem še s tisto Hrvaško krajino. Ne. Zanesljivi smo tisti dan imeli vsaj 3 gledališke predstave, ki so bile uredne, kakšne reportaže pa bi jo komod dali za konec. Ampak človek v tisti skrbi, veliko krat uporabljam narekovaje, tudi to je narekovaje, da ne bi kaj zamolčal, da ne bi gledalca plačnika RTV prispevka prikrajšal, za katero od slabih novic ne in potem serviraš vse na krožniku. Ampak ponedeljek ni edini dan, ne. Saj torek je enak, ne. Spet si sledi dnevnik pa slovenska kronika, potem pride ena oddaja, ki pri nas rečemo Odkrito in potem pride en dokumentarni film, da je Bog čim bolj zamorjen pa čim težjo vsebino in potem pride spet ti nesrečni Odmevi. Pa v četrtek ni nič drugače, ne. Dnevnik pa slovenska kronika, pa Slaki njegovo mrcvarjenje v dobrem smislu, ne v slabem in potem cela zgodba naprej. Ki še celo zmeraj sam poudari, ne, ob 22. uri so pa na vrsti Odmevi. To so bili. Toliko. Ja, zdaj, prej ste rekli, da ste prva poročila med odmorom, ste mi to zaupali, vodili že v Jugoslaviji, ne? Leta 86 ali pa tam nekje. Zanima me, kako so se znotraj vašega dela kazali te ideološki preskoki v novinarstvu. Iz Jugoslavije v samostojno Slovenijo in potem zdaj, ko smo v Evropski uniji. Zdaj, jaz sem bil takrat celo mlad, ne, čeprav mi je zdaj to težko prisoditi. Ne. In napišem, mislim, da je to bilo leta 87 ali 88,
dogajanje v Pliberku poznate, ne, ta hrvaški pohod smrti, takoj po vojni, tiste tisoče, ki so padli v Pliberku. In jaz sem takrat dovolj zrastel, da sem tisto zadevo razumel in napišem en komentar. Ne. In za tisti komentar dobim nemudoma neko jugoslovansko nagrado. Ne. Jaz se sploh nisem zavedal, kaj je bilo toliko dobrega v tistem. Nič ni bilo toliko dobrega. Ne. Bil sem eden prvih, ki je upal odstreti tisto tančico skrivnosti, ki je bila takrat razpostrta še vedno po teh dogodkih v Pliberku. Ne. Pa da ne bodo mislili, da je bilo meni lahko takrat. Ne. Takrat je človek poslušal o ustaših, pa četnikih, pa teh rečeh. Ne. In potem jaz pridem v Pliberk in tam so ustaši v ustaških uniformah iz leta 1945. Ne. S prevezanimi očmi, ki so izgubili vonem. Ljudje, ki tam po kopališču se plazijo po tleh, jejo tisto zemljo, za njih sveto zemljo, prepojeno z hrvaško krvjo. Vam moram ti povedati, po pravici je bil tudi zame šok, ne. Komaj, da sem še zmogel toliko treznosti, da sem prispel tisti komentar trezno naredil. Spet mi je šlo vprašanje. Ideološki preskok iznotraj novinarstva Jugoslavija, Slovenija in potem Evropska unija. Ja, to srečo sem imel, seveda, da me tista ideologija, ker sem vendarle rojen 10 let po drugi svetovni vojni, ni toliko zadela, ne, da sem razmeroma, kako bi rekel, mladostniško neobremenjenimi možgani začel delati. Ne. In takrat je človek že prišel delati na Kosovo, kjer je sedel eno gostilno z Albanci, ne, z enim nesrečnim profesorjem. Zakaj ste pa toliko nesrečni? Zaradi jezika. Pravi, ne, od mene zahtevajo, da jaz svoje študente učim, da je družbena lastnina vseh. Ne. Ja, da je po domače povedano fabrika na Kosovo last, 0,5% vas direktorjev in 0,5% nas, mene, receptorjev tistih fabriki. Takrat je seveda za mladega neobremenjenega človeka so vladale takrat ene čudne razmere, neumne. Vsak je videl, da se zadeva bliža nekemu koncu, ne, da s takimi razlagami, s takimi formuli, kot so takrat obstajali, s tistim načinom gospodarstva preprosto ni mogoče preživeti. Ampak vedete, takrat je kupica ljudi v tisti državi živela od tega načina, od tistega načina. Ne. Nobena jugoslovanska armada, taka, kot je bila takrat, ne bi mogla preživeti v nobeni drugi skupnosti, kot v tisti, ki je bila takrat. In ta armada se je seveda upirala spremembam. Ne. Pa tudi kak del znotraj tiste nesrečne federacije je živel od drugih delov federacije. In se je seveda silovito upiral sleherni spremembi. Ne. Da bi na drugi strani bili takrat Slovenci, ki smo imeli dve zahodni državi za sosedi, ne, kjer je bil ta veter vendarle močnejši, kjer je pihalo in kjer ni bilo greh poslušati avstrijskega ali pa italijanskega radija. In smo seveda vse približno vedeli, to se je leta 90 in 91 tudi potem pokazalo, kam veter piha in v kakšni smeri naj gre sprememba. Da potegnem črto, ne, dovolj mlad sem bil takrat, da me vzorci iz leta 50, 60 ali 70 niso obremenjevali. Če pa vam kdo zdaj hoče prodati, ne, da je bilo pa v tistih časih izjemno hudo biti mlad ali biti pošten novinar, ne, to pa seveda ni res. Ne. Po letu 80, od leta 80 naprej je tisti sistem intenzivno razpadal. Jaz vem, da sem enkrat zračunal in to celo na ekranu povedal, da ne vem, če na mesec izstopi Zveze komunistov toliko članov, to pomeni, da bo Zveze komunistov v Sloveniji konec, ne vem, leta 2001. Ne. V tistem je seveda kdo kako grdo besedo rekel, kdo me je malo izpočela pogledal, ne, ampak prispevek je išel. Ne. To niso bili več časi velike cenzure, kjer se je ljudi zapiralo, kjer se jih izganjalo, ker ljudje niso imeli možnosti študirati. To je bil en čas, ki se je vendarle odpiral, ne. Res se pa ni točno vedelo, kam, kdaj in kako se bo do konca odprl. Ne. Ampak hvala Bogu, z razmeroma malo žrtvami se je potem odprl. To ni bil več čas, govorim od leta 80 naprej, hudo obremenjen z ideologijo. So bili takrat seveda nekateri moji starejši kolegi mojih sedanjih let, ki so bili produkt tistega sistema prej. Ne. Tisti so sicer ustrajali na nekih vzorcih, ampak jaz mislim, da se jih je večino dalo vendarle prepričati, da prihaja en drug čas, da piha en takle spomladanski vetrič, da malo v prispodobi povem, in da bo treba z nekaterimi
vzorci nehati in da se bo treba nekaterih drugih stvari naučiti. Ni mogoče primerjati tistega časa in sedanjega časa. Ne? To bi bila primerjava dveh neprimerljivih reči, posebej, če človek ne razume te časovne komponente tu znotraj. Ne? Odlično. Preden damo besedo poslušalcem, bi še samo pa nekaj vprašal o nas. Mi prihajamo z dveh različnih medijev, oba medija sta nekako v slovenskem prostoru, nekako zavzemata neko posebno mesto. Ne? Zanima me z strani RTV sloja, kakšne so neke percepcije, recimo glede tega, kar proizvaja, načina, kako deluje Radio Študent. Je še ta talilnica dobrega novinarstva, kritičnega novinarstva, ali pa ste recimo tudi sami lahko kritični do tega, kako Radio Študent deluje, se razvija. Je neko mnenje na RTV Slom o tem mediju morda prisotno? Ja, jaz žal živim v krajih, kjer vaš signal ni ravno prisoten. Tako da veliko izkušnje oziroma vedenja o tem, kako funkcionirate, nimam. Ne. Poglejte, zanesljivo, vsaka odprta družba potrebuje ne samo fakultete za novinarstvo, potrebuje tudi programe in ustanove, kjer lahko mladež nadobudna preizkuša, nadgrajuje osvojeno znanje in poskuša postati čim prej prekaljen novinar. Če vam v tej šoli, pa je spet v narekovaju šola in v dobrem pomenu, uspe biti še kritičen, odpirati teme, ki se jih mi ne lotimo, zato ker za nje ne vemo, ker ne upamo, ker ne smemo, kaj pa jaz vem, hvala Bogu, če to počnete. Če vam uspe malo ublažiti to grozo, ki jo mi proizvajamo v naših dnevno-informativnih oddajah, ne, še toliko boljše. Če uspete v tem radiju plasirati neko muziko, ki se pač na teh naših programih ne posluša, je spet en plus. Ne. In če uspete zajeti še neko življenje, ki ga mi zanemarjamo, to pa je življenje mladih oziroma življenje te šolajoče se mladine, je to še toliko bolje. Prihodnost javnega servisa, javni servisi v Evropi res da še vedno obstajajo in bodo obstajali, ampak jaz mislim, da seveda na dolgi rok ne bodo mogli preživeti, če se temeljito ne poglobijo vase in nekatere reči spremenijo. Vi veste, da v tem času BBC odpušča ljudi v tisočih, ne, omenjam BBC kot primerjene resne preizkušene zadeve, da se tudi poslušanost nekaterih nacionalnih postaj, nacionalno govorim v smislu javne, recimo na nemškem govornem področju pa še kje ravno ne povečuje, ne zato, ker pač vsi ustrajamo na nekih konceptih, ki so se doslej obnesli. Mi seveda brez RTV prispevka 12 € ne moremo funkcionirati, ne. Če bi pa nekdo izumil način, da teh 12 € vezati vendarle na en način, da bi zdaj pač bil vezan na zadovoljstvo naših poslušalcev ali pa gledalcev, nimam zdaj načina v glavi. Ne. Bi bila pa to seveda svojevrstna stimulacija, da delamo več bolje, bolj po okusu tistih, ki nas poslušajo in seveda plačujejo. Dobro, pa prej smo govorili o tem, da ne bomo čist zamorili scene, ne, da je vam midva najin del zaključiti, mogoče z malo bolj lahkotnim delom. A nam lahko zaupate kakšno zanimivo anekdoto v zvezi s tem, kaj je šlo pri pripravi Odmevov kdaj narobe, ne? Se bojim, da bi dosedeli do večera. A gospa Srna Mandič uči pri vas? Ja. Izjemno sposobna in izjemno prijetna gospa, ne? Ampak vendarle se človek včasih vedno ne zadene. Pride pred mnogimi leti enkrat dol. Tema je bila stanovanja, nekaj v zvezi stanovanje, ne? Spravim, da pri večer, gospa, jaz bi danes vprašal to pa to. Prav ne, prvo mi ni čisto všeč, ne. Recimo, da je bila 6 minut do 10. Ne. Ok, sem rekel, gospa, bom poskušal prvo popraviti, bom drugo pa tretje, pa bom potem še nekaj dodal.
Prav, veste, tudi drugo mi ni ravno všeč, ne. Je bilo že samo 4 minute do 10, ne. S tem gospa je pa brez drugega bova pa težko naredila zadevo, pravi, ne, drugo jaz ne odgovarjam, ne. S tem gospa zdi nama je pa sem še eno ostalo, pa še potem en dodatek, pravi, je sicer tretje bo šlo skozi, ampak ni najboljše, zdaj pa že 3 minute do 10. Gospa Srna Mandič, hvala lepa, ne, prava greva kar dol, sem rekel, ne greva kar domov, vas bom do receptorja pospremal, ne. In zdaj gospo pospremim do receptorja in po tistem nikoli več nisva naredila nobenega pogovora, ne, škoda, ne, ampak, a veste, če se zdaj sogovornik, jaz nisem bil najpametnejši za tiste stvari stanovanjske, ampak z nobenim mojim vprašanjem ne strinja, ne, potem ali sem jaz totalen trotl ali pa nekdo na drugi strani ne razume, no, ampak z gospod sva se kultivirano rešla. Zdaj smo imeli predsednika države, ki je bil visok funkcionar v Združenih narodih, enkrat ga pokličemo, da vem na katero temo, in takrat je bila ravno kriza, sem ga prej omenil, na vzhodni Timor, ne. In jaz mu razložim, kaj bi od njega prej, o vzhodnem Timorju pa nič, ne. Sem rekel, ne, druge stvari nas pestijo, ne. In potem je bil seveda njegov odgovor v stilu, da človek, ki ne razume, da je na tem planetu v tem trenutku pomemben vzhodni Timor in potem vse drugo, seveda ni noben pravi novinar, ne. Ja, zdaj je bilo, da mu rečem hvala lepa, ali pa kaj, ampak sem vendarle pogotno, pa sem rekel, vas lahko vprašam še drugi 2 reči in sva naredila spodoben pogovor, ne. Ampak vzhodnega Timorja pa res ni bilo poleg, ne. A veste, v tistih stalnih štosih, ne, ko crkujejo linije pa zveze, tih predodaja, nima smisla govoriti, ne, o rečeh, ko človek misli, da ni not in govori grde neumne stvari, pa se potem to sliši na drugi strani tudi ne. Kaj pa vem, ne, če bom pri 60 umrl, bom itak še dolgo zdržal, glede na to, da 30 let stojim spodaj pred mikrofonom in da me vsak večer 3 minute do 10 drži za goltanc, ker zanesljivo ena stvar od 10 ne štima. Še tole sem vas mislil vprašati, a vas je kdaj kakšna slovenska političarka poskusila zapeljati? Recimo pred ali pa med oddajo ali pa. Mislite, če je prišla z avtom in me je potem poskušala zapeljati domov? Ne, pravzaprav ne mislim tega. Kako si zdaj razlagate moj mok? To je čas za naslednje vprašanje. Ja, razmišljam, grem po sestamu, ja, čas za naslednje. Mislim, da je čas, da damo besedo študentom in se potem še vrnemo z enim zaključnim vprašanjem. Okay. Prosim. Torej, med intervjujem ste si omenjali zahodni tisk. Torej, ameriške novice, ameriški, spet rečeno, rumeni tisk. Pa jaz sem dostkrat videl te njihove oddaje, njihova poročila in se počasi spreminjajo v navadne oglase. Vse je zelo senzacionalno, če obstaja beseda, vse je zelo barvito, da se do take mere, da se zgubi ta kontekst, sporočilo, novice. In me zanima, kako mislite z vaše osebne izkušenj, če lahko poveste, če se bo spremenilo to novinarstvo ameriško v navadne oglase? Poglejte, absolutno se strinjam z vami. Morbiti sem bil prej na začetku malo nejasne. Če zdaj to ameriško novinarstvo vzamemo samo kot neodvisno, hitro, v tem smislu takojšnje odzivnosti, ne, in pošteno, potem seveda ja. Ne. Takoj, ko to ameriško novinarstvo postane agresivno, vi temu pravite obarvano, ne. Jaz sem lahko agresiven do njega kot sogovornika, lahko sem pa agresiven do vas kot gledalca oziroma poslušalca, ne. Pa vam med to novico zavrtim še 4 reklame ali pa vam naredim ozorček, pa ne vem kaj. Ne. To je pa seveda strašansko slabo. Vedno je novica oglas za nekaj. Ne. Vedno je v bistvu novica oglas za nekaj. Ne vem, na Japonskem zaradi cunamija umrlo 5 ljudi, nuklearka ne dela. Ne. Oglas za to, da pomagajmo Japonski, oglas za to, ne gradimo nukleark, če ne vemo, kje in kako jih postavljamo. Vedno je novica seveda oglas. Ne.
Išla je knjiga Franca Rozmana, ki se reče, kaj pa vem, X. Ne? V podtekstu kupite knjigo Franca Rozmana, splača se jo prebrati, zato ker je to. Vedno je novica oglas. Zato je ta meja verjetno zelo spolska ali pa prehajamo iz ene na drugo stran. Se pa absolutno strinjam z vami, ko to ni več, ko v tej sporočilnosti ni več tiste osnovne poštenosti, ne, vas gledalca, poslušalca obvestiti o nečem, kar vas po mojem mnenju zanima, ko vam ob tem poskušam prodati še malo moje barve, načina in ne vem česa, potem to ni več novica taka, kot mora biti. In potem tudi to novinarstvo, pa smo zdaj rekli, da je to ameriški primer, ni več pravo novinarstvo. To je novinarstvo brez perspektive, ki bo seveda v tej svoji oglaševalskosti zadelo v nek plafon, kjer se bo zrušilo samo vase, ampak tudi potem ne bomo dobili dobre novice, ne, spet bomo dobili novico z nekimi drugimi prizvoki, ampak ali pa priglasi, ne. Ni dobro, ampak selekcija je še vedno na vas, ne. Vi imate daljinca in vi imate €1, da kupite časopis Style ali pa drugi, ne. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Zala? Zanima me, koliko je lahko še novinar objektiven oziroma kredibilen, ko se enkrat javno politično opredeli. Mi znate odgovoriti na vprašanje, koliko je pa vojak, ali pa policist, ali pa občinski uradnik, ali pa vaš profesor, če hočete, politologije objektivn, potem, ko se enkrat javno politično opredeli. Vseeno ima novinar neko besedo v javnosti, ne? Recimo, vojak ne more kar tak povedati svojega mnenja širši množici, se mi zdi. Trčili ste na zelo občutljivo vprašanje, to se jaz sam večkrat vprašam, ne? Ampak verjetno zdaj moja opredelitev za stranko F pri poročanju o potresih, požarih ne moti, ne? Seveda pa, če boste vi zdaj v meni videli opredeljenega človeka, videti ga pa ne morete drugače, kot da jaz sam to opredeljenost na en način izpostavim, potem pa meni ni več mesta v parlamentu oziroma pri poročanju v tej ali oni vladi. Ena nemška beseda obstaja, prepoved poklica, ne. A veste, ko človek pride z parlamenta, ne more biti več novinar, recimo, da če pride za poslanca. A je to pa čisto pošteno, ne? A je to pa čisto pošteno do nekoga, ki je, ne vem, 20 let gojil to svojo obrt, potem je pač iz takih ali drugačnih vzrokov šel v politiko, zdaj se pa ne more več vrniti v svoj poklic, ne? Zdravniki se lahko vračajo, vojaki, policisti tudi. Ampak sem vašega mnenja, ne? Opredeljevati se v tem poklicu ni priporočljivo. Jaz mislim, da je celo ne samo, da ni priporočljivo, tudi ena meja bi morala biti, prej ko sem vam našteval kriterije, po katerih bodo nekoč postali novinarji, če bodo to hoteli, bi moral biti tudi tega omeniti, ne. Je pa hudič, ker to potem vodi v neko pretiravanje, ne. Da se meni zdaj že zadnjih 20 let ne zdi čisto modro hoditi na volitve, ne. Vete, zdaj me bo to, jaz živim v malem kraju, kdo videl ali kaj, zdaj me bo kdo celo vprašal, ko sem glasoval na referendumu, ne. To je zdaj pa ena oblika, nikoli nisem hodil na volitve, ne, ampak ko sem o tem začel razmišljati, potem sem začel hoditi na volitve, zato da ne bi kdo mislil, da imam zdaj pa toliko močno ugrajeno neko samocenzuro ali ne vem, da zdaj že svojega mnenja na volilnem lističu ne upam več povedati, ne. Novinar, ki je 100% opredeljen, temu novinarju v informativnem programu ni mesta. Aha. Jaz bi se navezala na to vprašanje in na torkove odmeve. Mislim si tle, da vemo, da recimo vaša sodelavka Rosvita Pesek ima zelo močno opredelitev, pa me bolj, pa čeprav pravite, da takim novinarjem ni mesta, me bolj zanima, a obstaja v odmevih oziroma v informativnem programu RTV Slo kakšen tihi dogovor, da se recimo Janeza Janšo, da Janeza Janša sprašuje prav določena oseba oziroma pod vprašanje, a ste vi kdaj intervjuvali Janeza Janšo? Vede, v tistem trenutku, ko bi tak tihi pisan ali nepisan odgovor obstajal, bi se jaz verjetno posloval z te hiše. Neverjetno, čisto zagotovo bi se posloval. Takoj, ko bom prvič zvedel, da obstaja, kje se znam ljudi, ki ne smejo nastopati, bom tudi rekel adijo, ne.
Ta primer torkov pa vendarle ni bil tako enostaven. Vsebina je bila takrat ne neko razmerje med levo, desno, črno, rdečo, oranžno politiko, ne, ampak šlo je na eni strani, če malo poenostavim, seveda za nek kriminal, za neko zakonsko nedopustno ravnanje in v tem ravnanju lahko človeka vijoličaste, zelene ali pa ne vem, katere opcije verjetno lahko sprašuje vsakdo. Ne. Jaz moram povedati, da sem pač bil odsoten takrat in bi zdaj težko analiziral tisti pogovor. A ste vi v njem zaznali kaj pristranosti strani konkretne kolegice? A ni problem že to, da vedno, ko se Janez Janša pojavi v Odmevih, je njegova sogovornica gospa Rosvita Pesek, pa recimo skoraj vedno. In a ni mogoče boljše v luči objektivnosti, mogoče še česa drugega, do gledalcev, da bi ga intervjuvali vi, ker ne bi dobili klasičnih floskul od tega para, ki ga gledamo že 20 let, pa recimo, da ima neko zgodovino za sabo? To je zelo odvisno od gledalčeve percepcije, tudi vaše v tem konkretnem primeru. Razmerje med kolegico in mano je 3:2 v mojo korist v pogovorih z Janezom Janšo od februarja. Se pravi, februarja zdaj bo 3 leta. V tem času sva mi dva opravila 5 pogovorov, jaz 3, ona pa 2. A smem še čist... Izvolite, Hitro sedaj. Pa tudi malo o tem, da politična elita, ki jo imamo že 20 let in tudi nekak medijska elita, kamor nedvomno spadate, proizvaja ravno te odnose, se pravi tudi nekak strah pred tem, da se, kakor smo prej govorili o poslancih v Evroparlamentu, pride kaj, dobi 6.000 evrov plače, pa skrbi zase, da ravno zaradi tega je treba do politikov nastopati bolj previdno in da se bolje, da se dobro počutijo v vašem studiu, kot ne ravno zaradi tega, ker se pri nas na 4 leta pač veter menja. Ne, pogledajte, jaz sem že pred 5 leti ugotovil, moji otroci so doštudirali, zdaj so hvala Bogu v službi, jaz znam živeti tudi s 500 evri. Ne. Na mene nihče več ne more vplivati. Jaz sem zdaj svoje obrti dosegel, kar sem pač dosegel, ni plafon Pulitzerjeve nagrade, nikoli ne bom dobil, ne, ampak mene v tem trenutku, pa ne govorim samo o sebi, celi kupici svojih kolegov in kolegic, nima več zakaj biti strah. Ne. Meni se prijaznost do vas, ki ste danes poslanci ali pa predsednik vlade, ali pa prijaznost do njega, ki bo jutri predsednik vlade, v ničemer več ne obrestuje. Jaz sem javni uslužbenec, ki mi gre razred 34 skozi F. Nekaj malega lahko dobim ali pa zgubim pri gledalcih. Tega me je pa izjemno strah, pa moram povedati, da že zadnjih 5 let razmišljam o tem, bi moral zginiti pred 3 leti, bi moral zginiti lani, ali pa moram zginiti prihodnje leto. Ne. Vsak ima svoj rok trajanja. Ne. In jaz se bojim, da je moj rok trajanja nekje proti koncu. Ne. Ni pa... Ne vem, zdaj, če govorimo o nekom, pa da ne bom koga žalil, no, res nočem žaliti, od nekoga, ki pride s 25 leti, pa ga je strah zdaj mame, da mu bo rekla, slabo delaš, pa urednice, da mu bo rekla, lej, nisi najboljši, pa še za svojo prihodnost ga bo strah. Morbiti se mu, povsem človeško je to, pojavi nek filter. Ne. Ko zrasteš iz tega in ko ugotoviš, da te bodo gledalci ali pa poslušalci kupili edino, če ostaneš... poskušaš ostati neutralen, potem tega strahu ni več, ne? Potem je treba pošteno delati. Je pa seveda res, ne, da ga ni frizerja na tem svetu, ali pa bom rekel šefa gostilne, ne, ki bi zdaj dobrega natakarja zamenjal s tistim, ki pol pijače polije, prej da jo prinese do ljudi, ali pa ki nekatere pijače sploh noče streči. Pri nas se to včasih dogaja. Ne. Oddajo nastop zgubi kdo od kolegov, ki si tega ne zasluži. Bom grdo besedo uporabo jebati, ga se zgodi tudi v boljših državah, pa v boljših firmah. Ne. Ampak tudi, če se je komu to zgodilo, je bil čez 3 ali 4 leta itak nazaj, ne. Ko se stvar zavrti. Ni pa vedno mogoče takoj narediti najpametnejšega reza. Malo lest, pa malo enega sivga šampona človek rabi, da pogrunta nekatere reči. Dobro, čas še za eno hitro vprašanje. Aha, gospod profesor.
preglasil svoje študente? Si bom vzel to pravico pa vprašal dve vprašanji, in sicer eno, ali vas je kdaj zamikalo, da bi šli v Bruselj poročati z Bruslja? Ponavadi vas vidimo vedno poročanje iz Ljubljane oziroma z Koroške, od koder prihajate. In drugo vprašanje, vsak dober učitelj vzgoji svojega boljšega učenca. Mene na tej točki zanima, ali vi, ki ste sami rekli, da ba je, upam sicer, da ne še kmalu, se vam izteka rok trajanja, ali ste vzgojili kakšnega učenca oziroma ste na kakšnega od svojih mladih kolegov zelo ponosni? Poglejte, najprej odgovor na prvi del vprašanja, ne vem, katero leto je bilo. Bil je še jugoslovanski čas, ne. Sem intenzivno razmišljal o tem, da gremo za 4 leta v Beograd, pa se nekako z otroci, ki so se takrat rojevali, ni ravno išlo, ne. Pa so za 4 leta minile, pa sem rekel, ok, zdaj pa rabim pol leta, da se priučim nemščine, pa grem za 4 leta na Dunaj, ne. Pa se je začel ta nesrečni razpad države, pa se mi zdelo, da so spet tu nekatere bolj novinarsko, za novinarje bolj interesantne reči, kot pa poročanje iz ene strašansko urejene države, jo pač malo poznam, zato ker ob njeni meji živim, ne. Ja, in potem človek ena dva taka koraka naredi, naenkrat se znajdeš star 40 let v eni sredini, kjer se dobro počutiš, kjer si obrtnik tega posla, ne, kjer sorazmeroma malo vlagaš za to, da stranke še vedno prihajajo, tvoj salon se strič, ne, in ko se naslednji zbudiš, si star, ne vem, 45 ali pa 50 let, ne, pogledaš v Bruselj, pa vidiš tam kolege, ki so se rodili takrat, ko sem začel to delati, ne. Z velikim veseljem, ne, ampak tistih par mednarodnih izkušenj, ki sem jih nabral, so izkušnje enega izjemno uniformiranega novinarstva. Ni prava beseda uniformirano novinarstvo, ampak se veste, kravata, poslušati, prisluhniti in povedati, ne, gospod komisar, menijo, ne mi zameriti, poenostavljam, ne, malo. Na drugi strani je pa eno življenje, ne, ki je včas vojne, včas je mir, včas je ekonomska stiska, včas je drugo. Mene res me vleče bolj tista plat vprašanja. Odgovor na drugo vprašanje svojega naslednika, bo to izvenelo kot kritika. Ne. Ko sem jaz pred 20 leti razmišljal, kje pa se jaz vidim pri 55, sem bil prepričan, da se mi bo reklo, a veste, namestnik podurednika, ki bom sedel nekje v eni pisarni, okoli mene bo 100 mladih, s katerih bo špricale ideje, vsebinske in novi načini, za katere bom jaz zastarel, ne. Da bojo polni, da bojo to fajteri, ki bojo poskušali riniti, ne. Jebem ti, kolegice in kolegi, no. Jaz zdaj sedim v pisarni, ne reče se mi ne podurednik, ne namestnik podurednika, ampak teh mladih fajterjev ni okrog mene. Jaz si zdaj pri mojih letih včasih izmišljam načine televizijskega poročanja in poskušam komu kaj v vsebini reči. Pride mlada kolegica, pa prinese 2 minuti in pol, pa jaz seveda naderem, a se nisva zmenila za 2 minuti, pa pravi, kar skrajšate. Sem ga, punca, se boš ti borila za svoj izdelek. Valjda nisi prišla mene zafrkavati, pa si mi naredila 2 minuti in pol. Ah, ne, se bo to vi kar naredili, jaz si tak nimam časa, mi avtobus odpelje, pa kaj kar naredite, ne. To pa ni dobro, no, ni dobro. Časi so taki, da bo treba malo ene volje, energije, znanja imati zagotovo dovolj pokazati, pa se boriti. Za moj stolček pa ni posebej udoben tam spodaj, ne. Se strinjam z vami, bi se moralo boriti zdaj najmanj 10 ljudi, ne. Počas pogledamo okrog sebe, se kdo bori, ampak po enem mesecu veselje mine, no. Ne vem zakaj, ne še kar sedim in ne še kar trobim svojo znanost, ki je verjetno že malo zarjavela ali pa zastarela, ne. Se bom potrudil, dobro ste me spomnili, ne, ampak bom poskušal, toliko mi je še ostalo časa, ne. Poskrbeti za naraščaj on v službi. Ja, tukaj imate že 2 potencialna Slavka Bobovnika. Ja, dobro, zdaj ja, se je ravno to smo hotel reči, ne, vi se pa dajte malo ubrit, pa bo to šlo. 2-0, ne, tukaj bomo pri tem rezultatu končalo dajo. Samo še čisto zadnje vprašanje, ki ga zastaviva vsakemu gostu na koncu daje. Čisto preprosto je in se glasi, kaj je najboljše v življenju? Ja, koliko odgovorov ste pa že dobili? 25. Aha. Jaz sem 10 let nazaj mislil, da bom, potem ko bom v penzionu, ribiški čuvaj. Da mi ne bo treba plačati karte, da lahko lovim ribe, ne. Da mi doma ne bo treba upravičevati svoje odsotnosti, ker bom vendar moral biti tam, ne, se sem ribiški čuvaj, ne.
in da bom tam srečal celo kupico zanimivih ljudi, ne? Ker loviti ribe je zanimivo delo. Ne? Ja, mislim, da je bil to edini tak tovrsten odgovor postati ribiški čuvaj, ki smo ga dobili v teh 25 oddajah. Tako da. Najlepša hvala najprej spoštovanemu gostu, hvala gospod Slavko Bobovnik, hvala študentom za sodelovanje in fakulteti, ki nas je gostila. To je bila Milorase Vitica, druga v okviru Evropskega dogodkovnika. Slišimo se zopet prihodnji mesec. Uživite do takrat. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala.